Cinven v bistvu včerajšnjo odločitev nadzornikov razume kot, da niso sprejeli ponudbe, namreč vztraja pri svoji zadnji ponudbi izpred 2 dni, bi lahko rekli. Drži, da lahko zdaj samo še Cinven zaustavi prodajo Telekoma? Glejte, jaz mislim, da mora iti vedno pri pogajanjih za enakopraven odnos kupca in prodajalca. In mislim, da je bilo naprej znano, o čem bo nadzorni svet odločal in o čem včeraj je odločal. Tako da jaz mislim, da so seveda potem naknadne dopolnitve verjetno so možne, ampak vsekakor bi si za takšno zadevo moral, bom rekel, tudi nasprotna stran, v tem primeru prodajalec, vzeti nekaj časa. Tako da ta odločitev nadzornega sveta, kakršnakoli je že bila, je razumljiva. In pač vsi ti dogodki, ki so se potem zgodili, so zdaj odraz nečesa, ne. Moje mnenje je seveda, da je ta prodaja pod velikim vplivom medijev, politike in mislim, da seveda tudi politična dejanja nekaterih koalicijskih strank in vlade nasploh ne prispevajo k temu, da bi bila cena delnic Telekoma višja, prej nasprotno je nižja. In bom rekel, vsa ta evforija, včasih celo histerija, politična sprenevedanje ne koristijo celotnemu procesu. Na katera dejanja konkretno ste mislili o posameznih koalicijskih partnerjev? Predvsem glede neenotnosti o tem, ne. Zadnje 15 podjetij je predlagala vlada Alenke Bratušek, med njimi je tudi Telekom in takrat so tako Socialni demokrati kot Desus podprli teh 15 podjetij, vključno s Telekomom. Zdaj, Slovenska demokratska stranka tega ni podprla takrat, zaradi razlogov predvsem netransparentnosti in tako naprej, vendar navsezadnje, če so pred enim letom to podprli, potem spremenijo svoje stališče, vsekakor to tuji investitorji gledajo, milo rečeno, z začudenjem oziroma z neko neverodostojnostjo. Zdaj, Ljudmila Novak, na primer, je rekla, da sta koalicijska partnerja odgovorna, da je vrednost Telekoma padla za 260 milijonov evrov, pa vendar ne bi do te nove zadnje ponudbe Cinvena prišlo, če bi denimo nadzorniki že minuli teden sprejeli odločitev ali pa vsaj vlada na nedeljski seji. Torej je zaradi tega cincanja enih in drugih zopet ponudba slabša za Telekom. Vse o tem govorim. Ali zdaj cincanje, sprenevedanje, igranje ping-ponga, to vse vpliva na tuje investitorje, verodostojnost države, vlade in seveda ceno delnic. Ali menite, da Cinven lahko načeloma tudi odstopi od nakupa po vseh teh zadnjih dogodkih? Mislim, zdaj seveda nekaj je pravno gledano vse skupaj, drugo je seveda, kdaj lahko nekdo odstopi in zdaj pravno gledano, tako da ni pogodbene kazni. Jaz mislim, je državni holding pač svoje delo opravil formalno, drugo je seveda vsebinsko, treba je seveda tudi pogledati, do kdaj se lahko vlagajo ponudbe. Tukaj gre za dva procesa, ene ne boš tisti formalen praven, ki morda danes pomemben, drugo pa je vsebinski, kjer bom rekel, dokler posel ne steče, dokler niso vsa zadnja dejanja narejena, vsaka pogodbena stran ima verjetno pravico, da odstopi od posla. To je, dokler ni posel končan. Še celo, bom rekel, ko je pogodba lahko v določenih primerih že podpisana, se lahko odstopi od potem te pogodbe. Tukaj imate veliko pravnih vprašanj v zvezi s tem. Kakšne pa so pogodbene kazni pravzaprav, če mislim, in v katerih primerih nastanejo? Glejte, tudi če ne pride do odločitve, je neka pogodbena kazen. Jaz jih ne poznam, so pač to ne zaradi tega, ker so tukaj, ampak zaradi tega, ker so pač to del posla. In več se o tem, bom rekel, tudi na eni strani govori, o celotnem poteku, slabše je za vse pogodbene partnerje. Bomo pa vedeli seveda, kaj bo zdaj Cinven dejansko rekel, tudi glede na informacije, ki prihajajo iz Makedonije in tako naprej. Kako razumete to zniževanje oziroma dodatne te zahtevi? Je to pač izsiljevanje v zadnjem trenutku? Je to še vedno dobra posel, če potem delnica krešira na 100 evrov? Jaz mislim, da je neobičajno
da se v zadnjih trenutkih dajo neka dodatni pogoji.